Veš, kaj imam rada? Rada grem v trgovino samo zato, da malo nakupujem in se snemam, potem pa mi nekdo pokaže ta znak. To mi je res všeč. To je nekako tako, kot si predstavljam, da bi morala biti družba. Gremo vsi nakupovati in prejemamo grožnje za smrtjo od žensk, ki nosijo majice z napisi, da ti želijo pomadati. Zdaj pa ne bodi rasistka. Nikoli ne bi mogla predvidevati, da te punce tako izgledajo. Poglejmo, zakaj je ta video postal tako neverjetno viralen. In ko rečem neverjetno viralen, to tudi res mislim. Ker snemam, ko sem v javnosti in nakupujem. Ne. Ne snemaj videa, ne snemamo. Zakaj? Ne zanima me, kaj vam je dovoljeno. Ne. Ne snemaj videa. Ne govorite Američanom, kaj naj delajo. Jaz snemam video. Ne smemo javno objavljati. Ne, jaz sem v Ameriki. Jo lahko podprete? Dobesedno snemam sebe, kako gledam kavbojke in ona priteče k meni. Ne, ti se moraš umakniti. Ni mi mar. Nazaj. Kaj menite vi? Če greste v trgovino in snemate sebe, potem pa nekdo pride do vas in reče, da je to zelo neprimerno. Ne želim biti na posnetku. Kaj mislite? Povedala vam bom, kaj mislim. Mislim, da se umaknite iz posnetka, ker če bi ostali na drugi strani, nihče ne bi vedel, da ste tam. To je moj mali prispevek k temu. Mimogrede, dobrodošli v oddaji The Pushback, sem Meira K, vaša gostiteljica. Poskrbite, da boste podprli ta video, kliknite gumb za naročnino in se nam pridružite v našem gibanju proti norim, razvajenim ljudem, ki mislijo, da jim je vse dovoljeno. Kakorkoli, sploh ne bom omenjala dejstva, da se ta občutek upravičenosti seveda pojavi skupaj z naglavno ruto. Ne bom omenjala, ne bom govorila o tem, ker mislim, da je na tej točki to vsem nam precej očitno. Lahko vzameš igro. Ne, kaj za vraga? Pazi na jezik, dovoljeno ti je preklinjati. Pazi na jezik, mislim, dobesedno. Ne, ali lahko, no. Mislim, bolj kot. Ni mi mar. Tam je, bam, ti proti muslimanom. O moj bog, ne, ni res. Gre za mene in mojo svobodo, da snemam video in počnem, kar želim v trgovini, ne da bi te nadlegovala. Ne počnem ničesar, samo dobesedno snemam sebe. Prideš noter, povzročaš težave in potem vpiješ, da gre za rasizem. In to je sistem, to je tisto, kar počnejo. Pridejo noter, zavzamejo prostore, ki jih ne bi smeli. In ko rečeš, da ti to ni všeč, rečejo, da si rasistka. Si rasistka, ti si problem. Moji prijatelji, vi ste problem. Vedno si to zapomnite, da boste vedno vi problem. Ampak v Ameriki lahko snemamo na javnih mestih. Ni me briga. Ja, snemanje na javnih mestih. Prvi amandma. Pa kaj potem? Pojdi nazaj, odkoder si prišla. Sva v Ameriki, tukaj. Naj naredim bližnji posnetek. Objavljam to, sem v živo zdaj. Dejansko sem v živo na Facebooku. Dejansko sem v živo, torej ne, ni mi treba objavljati, ampak vi morate nehati zafrkavati Američane. Kaj za vraga je narobe z vami? Zdaj, ne vem, ali je ta ženska prišla v to situacijo in bila pokroviteljska, ker je takoj rekla, vi niste Američani, prav? Jasno je, da je prišla in ni zadovoljna. In morda je v ozadju bila provokativna in jih je poskušala prizadeti, ne fizično, ampak jih je izzivala. Kot na primer, pojdite ven. In zakaj je šla v živo na Facebooku med nakupovanjem? To so vsa vprašanja, ki si jih moramo zastaviti. In glej, ne mislim, da ima ona 100% prav o tem. Samo ohrani mir, pejdi naprej, povej, v redu, želim tukaj snemati in nadaljuj s snemanjem. Koga briga? Bodi večja mevža. Tako bi jaz naredila. Ampak vse nima pri nečem prav. Tudi če pristopiš do nekoga, si jezen nanj in poskušaš biti provokativen, je dejstvo, da je njihov odziv tako hitro, ti si rasist. Ni rivno to. Ali pa je lihto. To je njihov ustaljeni scenarij. Ja, bomo videli, potem bom stala kar tukaj. Pa poglejmo, če bo Walmart zavzel stališče. Pa poglejmo, če bo Walmart zagovarjal tvoja verska prepričanja. Zdaj se ne morem snemati med nakupovanjem. Sebe sem snemala, ko sem gledala znižane izdelke in si pritekel do mene ter mi začel ukazovati. To je bilo zelo čudno. Zakaj si se ustavil prav tukaj? Se samo vtikaš. Še en Američan, kaj ne? Ja, pokliči vodstvo sem. To je smešno. Ne skrbi, ne bom se več vrnila sem. Lahko me prosijo, naj odidem. Nikoli se ne bom vrnila. Obljubim, da se nikoli ne bom vrnila. To je Amerika. Kaj je narobe z vami? Ni mi mar za muslimane. O čem govoriš? Torej naj bi mi bilo bolj mar za vas? Ali niste vi tisti, ki bi morali delati? Dobesedno so stali tam in govorili neumnosti.
Iskreno, malo mi je žal teh deklet, ker so zdaj postale res razvpite po spletu zaradi neprimernega vedenja in moram reči, da tudi ta ženska ne ravna primerno. Preprosto nisem za to. Vem. Veš, kako se počutim glede priseljencev, ki prihajajo in prevzemajo stvari, ampak mislim tudi, da mlada dekleta ne bi smela biti postavljena v takšne situacije in da kamere pogosto niso nič kaj prijetna stvar. Ampak na koncu dneva poglej, kako hitro bodo rekle, da je to zato, ker smo muslimanke. Zakaj si sploh šla do nje na začetku? Ja, so na službeni dolžnosti, govorijo neumnosti in nadlegujejo stranke. In očitno se želi kar umešati v to. Ja, lep dan, Anželem. Ne odhajate. Grem, kamor hočem. Misliš, da me boš ustavila, da ne grem? Ne delam za Walmart. Si nora? Delam. Ne delam. Ne bom ga izbrisala. Ne boš mi govoril, kaj naj naredim. Si ti nor? Kaj pa vi mislite? Če vas nekdo snema na javnem mestu in vas to skrbi, ali bi morala ta oseba izbrisati posnetek? Mislim, da ne. Ne, če je na javnem mestu, kaj ne? Mislim, da je to pač zakonito. Ampak če gre za versko občutljivost ali pa poskušam si predstavljati, če bi bila v situaciji, ko bi me nekdo snemal, medtem ko počnem nekaj, česar res ne bi želela, bi bila verjetno tudi jaz zelo razburjena. Recimo, nehaj me snemati, ampak se sprašujem, zakaj jih tako skrbi, da bi jih ujeli na kamero? Ne moreš snemati ljudi. V Ameriki lahko snemam v javnosti. Raj me pusti pri miru. Ja, prosim, pojdi nazaj na delo. Ne boš me ustavila. Ampak bom, to smem. Ampak zakaj si me potem snemala? Postaješ nasilna? Umakni se. Ne. Zdaj to dobesedno namenoma snemam. Kako smešno je to mimogrede. Vesela, da lahko pomagam. To je kot čista zabava, medtem ko to gledamo. Vesela, da lahko pomagam. Vesela, da lahko pomagam. Vsi skupaj. Tukaj smo v Walmartu, krademo vaš denar in smo tudi veseli, da lahko pomagamo. Snemala sem znižane izdelke. Zdaj pa to snemam namenoma. Tam gre še eden. Živja, morda si mirna. Stala sem tukaj pri stojalu z znižanimi izdelki. Snemala sem. Ti dve sta tukaj klepetali, opravljali in govorili neumnosti. Videla je mojo kamero, prišla do mene in mi začela govoriti, kaj lahko in česa ne smem, ter naredila celo sceno. Ne smem snemati, ker je ona muslimanka. Snemam svoje interakcije v javnosti. Snemala sem oddelek za razprodajo, ona pa mi ves čas govori, kaj lahko počnem. Prosim, spravite jo stran od mene, da bom lahko nadaljevala z nakupovanjem. Zdaj grem na oddelek z lepotnimi izdelki. Želela sem samo pogledati stojala z znižanimi izdelki. Ničesar ne bom izbrisala. Pojdi nazaj na delo. Prosim, povejte ji. Družina ni dovoljena. Poglejte. Evo, snemam, ker me ves čas nadlegujete. Ja, morate oditi. Najlepša hvala, gospa. Ničesar ne bom izbrisala. Pojdite stran. Prav zdaj sem uživa. Pustite me pri miru. Iskreno malo mi je žal teh deklet. Ne vem, kaj ne reče, malo sem žalostna. Če obstaja razlog, da jih je strah, da bi jih ujela kamera, ne vem, morda zato, ker so tukaj nezakonito ali ker jim družine tega ne dovolijo, zdaj so postale izjemno viralne. No, tukaj je opomnik za vse vas mlade, čudovite ljudi tam zunaj. Če je kamera prisotna, ostanite mirni. Vedno. Če naredite prizor, se spomnite lekcije iz primera s Coldplayem. Če bi se tista dva človeka še naprej objemala, nihče ne bi opazil. Toda v trenutku, ko iz nečesa narediš celo dramo, ljudje začnejo opažati. In takrat lahko vsebina postane viralna. Torej, če vas zdaj snemajo, medtem ko počnete nekaj, kar vam ni posebej všeč, se preprosto odmaknite. Omaknite se, ne delajte drame in morda boste imeli dovolj sreče, da vaš obraz ne bo povsod po internetu. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.